Midva se bomo zdaj zapeljala neko krog. Jaz vas bom samo usmeril, levo-desno. Vi boste poskušali voziti tako, da boste izkoristili vse prednosti tega Qashqaia. In porabila čim manj. Torej, šteje se čas in pa poraba. Čas bom meril sproti, porabo bomo pa učitala s potovalnega računalnika, zato ker čist natančno kaže, ker smo preizkušeni. Tako da nastavite si sedež tako, kot vam odgovarja, nastavite si volan, električno je vse. Dobro, ja. Ok, se pravi klasični menjalnik, motor je 1,6 litrski dizelski motor. Zdaj ste me najdli tam nekje, ja. Ampak ni za športno vožnjo, je pa za tako lepo potovalno vožnjo. Ker je avtomatik, imate sam zavor v pagazu. Tako, nazaj in bomo spet v tisto garažo parkirali, kjer smo že bila. Pazimo na te odmike levo, desno. Prva vaja je bila zelo zanimiva, pravzaprav avto samo na kamere voziti, to še nisem probal. Tako pravzaprav malo je, kot da bi igrico igral, pa vsi senzorji ti ful pomagajo, da se ne zaletiš v nič. Ful zanimivo, da lahko zaupaš elektroniki oziroma tej novi tehnologiji. Ful dobro, zanimivo, neverjetno. Pri testni vožnji z Nissanom Qashqaijem sem res uživala. Pridobila sem občutek za distanco, voziti na kamero, moja prva izkušnja, čudovito. Najbolj pomembno je, kar se moramo zavedati, da če govorimo čisto iz medicinskega vidika, je najbolj idealno sedenje takrat, kada sta koleni in medenica nekje v istem položaju. Jaz vsem tečajnikom rečem, nikoli z roko sem dol. Z roko greste sem dol zato, da si sedež postavite v zadnji položaj. Zakaj? Ker če si v zadnjem položaju, si hrbet lahko poravnaš. Če jaz pa v osnovi, v prvi položaj, tja, kamor moram iti, vidite, zdaj sem pravilno postavil. Zdaj zamislite, zdaj si bom pa še sedež poravnal. A si me lahko predstavljate na avtocesti? Ja, vsi bi se smejali, in vi, in jaz. Poglejte, hrbet je pa poravnan, se strinjamo. In v tem položaju boste najbolj učinkovito delali. Zakaj? Ker so roke ves čas pokrčene na volanu, ves čas delovanja na volanu so roke pokrčene. In zato imajo vsi novejši avtomobili to. Nastavitev volana tako po višini kot po globini, celotno armaturno ploščo. Vaja žogo je bila ena taka odlična vaja. Tukaj smo se po poligonu vozili levo-desno, da ne žoga ne pade dol. Avto je bil odličen, nekaj se je izkazal vajne lastnosti. Tekmovali ste v 3 različnih panogah, pa bom te prvo povedal zmagovalce za vsako panogo. In sicer je pri eko vožnji zmagal Vadim Menčevič. Pri parkiranju je bil zopet najboljši Vadim Menčevič. Tako da je vse tisto, kar je iz ekota prinesel, potem uporabil tudi pri parkiranju. In pa zanimivo še pri nogometu, je pa potem po vetrni izravnavi, bila pa najboljša Rebeka.